Dober dan, gospod predsednik. Dober dan. Pozdrav, gospa Marjana. Kaj? Ja. Gospa Marjana, jaz sem tako vesel, srečen sem, da vas vidim. Ne vem, če se spomnite, da sta praznovala tukaj bučno in se zabavala in upam, da... Kako? Ja. Hecam se malo. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa direktorica, gospa Marjana, gospe in gospode, mislim, da se zdaj srečujemo tretjič ali četrtič. Tretjič sem jaz tukaj, bil sem na otvoritvi teh prekrasnih prostorov, to je bilo leta 2015. Mislim, da je to eden najlepših domov v Sloveniji, na enem najlepših krajev v Sloveniji. Bil sem tukaj, ko sva z gospodom Načkofom praznovala 100 let vaših, gospa Marjanca, in sem danes tretjič, ker sem danes brez Načkofa, pa sva se v zvezi s tem slišala, naj vam povem, da vam prinašam tudi njegove pozdrave. Rekel je tudi, da vam lahko dam v njegovem imenu blagosloven, da se tega kot predsednik republike ne bom narediti. Vam pa prav gotovo, iz srca, želim čudovite velikonočne praznike. Vsem. Vam tukaj in vsem stanovalkam in stanovalcem domov za starejše po celi domovini. Prosim, sprejmite te praznike kot eno posebno doživetje. Tudi vi, ki ste v Sloveniji med najstarejšimi, ste doživeli toliko stvari. Gospa Marjanca ima 100 let in bi skoraj čakala in prvo svetovno vojno, in drugo svetovno vojno, in vojno za osamosvojitev, in vse, kar je bilo vmes, pa takih razmer, kot smo danes, ni doživela. To je nekaj, kar nas zdaj preizkuša kot ljudi, nas preizkuša kot skupnost, ali bomo dali vsak posameznik in mi vsi skupaj najboljše vrline, ki jih imamo, sočutje, solidarnost, razumevanje, potrpežljivost. Vse to je zdaj na eni veliki preizkušnji in dovolite mi, da rečem, in to res tako mislim, res tako čutim, da Slovenija dobro premaguje razmere, v katerih smo se znašli. Se dobro sooča z posebnimi razmerami, ki so nas doletele. To mislim zelo iskreno. In le upam lahko, da bomo z enako politično in strokovno enotnostjo, ne glede na razlike, v politiki, v stroki, šli glede ukrepanja tako naprej, kot smo šli. Jaz sem seveda gospoda župana dobro slišal, seveda so pripombe, so priporočila, so predlogi za spremembo ukrepanja. Vidite, da pristojni slišijo te glasove, se prilagajajo, vse zato, da bi bilo v Sloveniji čim manj okuženih, da bi bil zdravstveni sistem tiste, ki so okuženi in so zboleli resno, obravnavati primerno, da preživijo. Vse to nam je zaenkrat uspevalo, ta krivulja vzpona okužb in krivulja vzpona tistih, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, je v mejah našega obvladovanja. To se mi zdi, glede na to, da vidimo lahko neke primere držav, ki jim to ne uspeva v enaki meri, glede tega smo lahko zadovoljni. Jaz bi tukaj posebno zadovoljstvo, ne vem, občudovanje izrekel glede vašega osebja, gospa direktorica, tako negovalcev, negovalk kot zdravstvenega osebja. Jaz mislim, da so to ljudje, ki so pokazali v tem težkem trenutku res svoj najboljši obraz. Mislim, da smo jim vsi lahko zelo hvaležni. Ali vas lahko prosim, da jim po tej poti vsi damo in velik aplavz? Bravo. Vedno, pa nisem znal tega do zdaj tako razumeti, ko govorimo o institucijah, o sistemih, recimo tudi o zdravstvenem sistemu, seveda lahko najdemo v njem, tudi v sistemu skrbi za starejše občane, cel kup pomanjkljivosti. Ampak kaj se na koncu vedno izkaže? Na koncu gre za ljudi. In ljudje v teh sistemih so se v teh razmerah izkazali sijajno.
sijajno. Njim grejo tukaj na predvečer velikonočnih praznikov izrazi našega občudovanja in hvaležnosti in zahvale. Mislim, da tudi vaše. Prosim vas, da zdaj te praznike čim bolj lepo praznujete. Mislim, da je zelo pomembno, da veste, da niste sami. Jaz se spomnim mojega prvega obiska v domu za starejše občane v Logatcu. Najprej smo ga odpovedali, ker so bile pač take razmere. Zdaj pa je gospa Tereza posebej prosila, da vse bojo storili samo zato, da pridem, pa sem rekel v redu, če je tako, bomo videli, kako bo to izpadlo. In potem sem na oknu, tako kot vas vidim, videl eno gospo, ki je začela jokati med mojim govorom. In razumel sem, da je ganjalo to, da ni imela občutka, da ostaja sama. Ne povem, ne vi tukaj, ne starejši v domovih po Sloveniji, ne ostajate sami. Pristojni so sprejeli neke ukrepe, ki jih razumejo za potrebne za vaše zdravje, ampak vsi smo v mislih in drugače z vami. Slovenija je povezana. Vsi smo na različnih področjih, vsi imamo neke odgovornosti, vsi imamo neke skrbi. In razumljivo je, da imate vi tudi celo strahove. Vse to je v teh okoliščinah absolutno razumljivo. Ampak gledajte, na koncu, vi ste ljudje, tudi vi, spoštovana gospa Marjanca, bi dva bova praznovala tudi 105. rojstni dan in 110. in tako naprej, če bom jaz še to učakal. No. Vi ste doživeli marsikaj v življenju. Vi ste, bom rekel, modrost naše družbe in države. Vi veste, da je z eno potrpežljivostjo in tudi z eno vedrino srca in duše mogoče to premagati. In bomo. Na koncu bo še vse dobro. Kot sem pa rekel, nas ta čas preizkuša in dajmo zdaj vsi skupaj od sebe najboljše. Prosim, imejte lepe velikonočne praznike, doživete. Upam, da je v teh praznikih tudi nekaj stvarnosti in ne simbolike, da bo kmalu po njih prišlo do začetka ene nove epohe, ko se bomo lahko veselili počasnega, zmernega seveda vračanja v normalno življenje. To mora biti seveda narejeno tako, da bomo lahko zanesljivo vedeli, da ne tvegamo življenja ljudi in njihove varnosti. To ne bo tako enostavno, ampak ne vam povem tudi spet po moji presoji. Ljudje, ki sprejemajo ukrepe, se trudijo sprejemati ukrepe tako, da bi bilo najbolj prav. Priročnika za to ni. Tukaj so neke arbitrarne odločitve, ki se potem lahko strokovno, politično, drugače diskutirajo. Tudi to, kar si ti rekel, župan, to je legitimno. Bomo proučili, bodo proučili, vse slišimo, bomo videli, kaj je potrebno. Skratka, lepo se imejte. Tukaj vidi gospoda, da ima harmoniko. In upam, da boste zaigrali eno čudovito skladbico. In jaz se vam že naprej zahvaljujem. Nekateri ste tudi obiskali že predsedniško palačo, je res? Ja. In če kdo od vas tega ni naredil, potem vas prosim, da to storite takoj, ko bodo te razmere mimo. Danes tukaj vas vabim, da me obiščete. Danes se sploh ne moremo objeti. Kaj je zdaj to? To ne gre tako. Ko bodo dopuščale razmere, da se bomo tudi objeli, in to bomo storili v predsedniški palači, ko me boste obiskali, bomo praznovali življenje. Bomo praznovali življenje. Srečno!